Gospod z vami iz svetega Evangelija po Janezu. Tisti čas je Jezus rekel: Jaz sem dobri pastir. Dobri pastir da svoje življenje za ovce. Najemnik pa, ki ni pastir in ovce niso njegove, pusti ovce in zbeži, ko vidi, da prihaja volk. In volk jih pograbi in razkropi. Je pač najemnik in mu za ovce ni mar. Jaz sem dobri pastir in poznam svoje in moje poznajo mene. Kakor oče pozna mene in jaz poznam očeta. Svoje življenje dam za ovce. Imam še druge ovce, ki niso iz tega hleva. Tudi te moram pripeljati in poslušale bodo moj glas. In bo ena čreda, en pastir. Zato me oče ljubi, ker dam svoje življenje, da ga spet prejmem. Nihče mi ga ne jemlje, ampak ga dajem sam od sebe. Oblast imam, da ga dam, in oblast imam, da ga spet prejmem. To naročilo sem prejel od svojega očeta. Poslušali smo Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Sem razmišljal, kakšen poklic bi predstavil danes Jezus, če bi govoril nam, tukaj, kjer živimo, ali bi rekel, jaz sem dobri voznik, ali dober učitelj, ali pa dober ekonomist. Za mlade bi rekel, dober spletni vplivnež, influencer, youtuber. Zdaj, kaj si predstavljamo pod tem dobrim, če rečemo, uspešnim človekom v današnji družbi, ali tisti, ki ima veliko sledilcev, ali pa je zelo prepoznaven, se veliko govori. Jezus pa je izbral primera dobrega pastirja, ki je nam danes predvsem odmaknjena. Ampak v tistem času pa je bila ta podoba zelo blizu. Samo pomislimo, da prvi, ki so prišli pogledati Jezusa ob rojstvu, so bili pastirji. Poleg tega so bili pastirji kot en tak poklic, sicer zelo nizkega ranga, ampak premoženje ljudi se je štelo v živalih, v drobnici, tudi v večjih živalih. Bančnih naložb takrat ni bilo. Ampak dobri pastir in beseda pastir je takrat pri poslušalcih naredila neko ostrino. Ko je Jezus rekel, jaz sem dobri pastir, so poslušalci Judje takoj začutili, a ni v stari zavezi imenovan pastir, pastir svojega ljudstva Bog, prerok Ezekijel pravi, da bo Bog pasel svoje ljudstvo. In če Jezus pravi, da je pastir, stopa na področje Božjega. Potem Jezus tudi pravi, da je dobri pastir. Če je on dobri pastir, kakšni so drugi pastiri? To je zelo nevarna beseda. In še nekaj je zelo zbodlo takratne poslušalce. Mi sploh to ne slišimo. Jezus je rekel, jaz sem dobri pastir. Te dve besedi, jaz sem, Judje niso kar izgovarjali, ker so vedeli, da je pri Mojzesu v razodetju Boga začetek. Jaz sem, ki sem. Tako je Bog zase imenoval. In iste besede Jezus povzame. Jaz sem dobri pastir. Ni samo enkrat Jezus zase rekel, jaz sem. Evangelist Janez, ki v svojem evangeliju želi poudariti, da je Jezus pravi Bog.
Tudi, da je pravi človek, so vedeli vsi, zato ker so se z njim srečevali in tudi vedeli so za njegovo smrt. In zato je apostol Janez kar 4-krat zapisal v Evangeliju besede jaz sem. Prvič pravi Jezus, jaz sem pot, resnica in življenje. Drugič pravi, jaz sem vstajenje in življenje. Tretjič reče, jaz sem vrata. In danes, jaz sem dobri pastir. In če se ustavimo z mislimi, kaj pomeni biti dobri pastir, a je to tisti, ki je dober v svoji službi, tukaj pod besedo dobri pastir gre najprej za moralno dobroto. Lahko bi rekli z drugimi besedami, jaz sem moder pastir. To pomeni, da ni neumen. Ali jaz sem veličasten pastir, ne nek majhen nepomemben. Ali jaz sem odličen pastir. Lahko bi pa še nekaj rekel, kar pa dejansko so Judje takrat začutili. Jaz sem borbeni pastir. Pri borbenem bi bolj tako rekli, to je nekdo, ki se pretepa. Dejansko so bili dobri pastiri taki. Oni so se tepli za premoženje. So bili roparji, danes se krade denar ali pa druge vrednostne stvari, takrat so se kradle ovce pa koze. Po noči ovco je hitro ukrast, ker itak ne teče in ne beži. To je bilo vrednost premoženja in dober pastir se je boril. To so bili ljudje, ki so včasih šli fizično na drugega. Ampak 3 stvari pa Jezus zase pove, da je dobri pastir. Prva stvar je, umrl bom za svoje ovce. Druga stvar, ljubim jih, poznam jih. Tretja stvar, povezuje, da bi bila ena čreda, en pastir. Ta stvar, svoje življenje dam za svoje ovce. Pri tej prvi stvari, ki jih Jezus se sam imenuje, to zadevo, ta jih je pa presenetila na drug način. Če je beseda jaz sem tista, ki zbode takratnega poslušalca, pa tudi beseda dobri jih zbode. Dam svoje življenje jih pa preseneti, ker do tistega časa nihče ni svoje življenja, zdravja daroval za ovce, jih je varoval. Je bila tudi morda nasilna, groba poteza, da je varoval. Ne pa da lastno življenje da za ovce. Je bil pa tak presežek, ki jih je presenetil. Jezus je to izrekel, kasneje pa naredil. To poznamo. Pri drugi označbi ali opredelitvi poznam jih. Tukaj je to poznanje, je ljubezen do človeka. Zdaj mi tako hitro rečemo, ja, tistega pa poznam, kako mu je že ime, enkrat sem ga videl. Kakšno poznanje je to? Nekaj sem prebral, slišal. V Svetem pismu, če nekdo reče, poznam ali ne poznam, to je najbolj intimni odnos, to je največja povezanost. Še v Svetem pismu rečemo, kako je mož spoznal svojo ženo, ne v tem, da je ni poznal, ampak v najbolj intimnem odnosu sta povezana. To je taka povezanost, da je neločljiva. In povezanost med dvema človekoma v tem spoznanju je manjša kot spoznanje Boga do človeka. To je večja povezanost, nobene reči ni vmes. In tako poznanje Jezusa, dobrega pastirja, do nas ljudi ali do mene. In ta tretja stvar je pa tudi zbodla poslušalce takratne, ko Jezus pravi, še druge ovce imam, ki niso iz tega hleba. Tudi te moram pripeljati, da bodo ena čreda, en pastir. To združevanje. Kako so ljudje včasih čutili? Mi smo pa izvoljen narod. Mi smo pa Božji ljubljenci. Boga imamo za očeta. Tisti drugi narodi, tisti so slabši, manj vredni. Mogoče kakšne drobtince dobijo.
In Jezus, ki iz tega naroda prihaja, pravi, še druge ovce imam. Ne pravi, ki jih bom pridobil, jih imam in jih moram pripeljati do enega pastira. Kasneje smo po Jezusovem ravnanju to prepoznali, kako ne dela razlike med ljudmi in kako so kristjani sprejemali ljudi, ki so prihajali v Kristusovo cerkev, ne v judovsko, v Kristusovo cerkev. In potem razmišljam naprej, Jezus je dobri pastir. Kakšni pastiri pa so lahko še ostali? Zelo eno drzno stvar bom zdaj povedal, ker je malo nevarna. Če imam prav v spominu, je v naši državi Sloveniji registriranih okrog 60 verskih skupnosti. Ena izmed teh 60 je tudi cerkev, lahko bi rekli katoliška cerkev. Vse bistvene razlike med pravoslavno cerkvo in katoliško ni, razen v zunanjih obredih. V verski opredelitvi je enako. Pastir katoliške cerkve je Jezus Kristus. Sami odgovorite, kakšni so lahko drugi pastiri, ki jih imamo ljudje. Jih imamo lahko. Komu sledimo? V spomini prihaja ena skupina, ki je delovala pred 10 do 20 leti. Ne vem, če je bila registrirana kot verska skupnost, so pa v Sloveniji mnogi njim sledili. In je voditeljica te skupine v kazenskem pregonu. Mnogo tožijo zaradi svojega izgubljenega premoženja. Sem slišal človeka, ki mi je rekel, ja, kakšni neumni ljudje so bili, da so sledili. Ja, zdaj, po 20 letih je ta beseda. Zakaj niso takrat rekli pred 20 leti temi ljudmi? Samo 20 let. Približno. Kar bomo že mi samostojno državo. Ampak je bil voditelj tako magičen, tako je, da so mnogi iskali srečo, uspeh, veselje, zadovoljstvo. Dobili so nekaj drugega. In zato se mi zdi res na mestu vprašanje, pa je zame Jezus dobri pastir? On zase to reče, kaj pa jaz? Na katerem mestu sem? Komu danes sledim? Od kakšnih staršev slišim, kakšen vpliv imajo na njihove otroke, socialna mrežja, svetovni splet, ljudje, ki se tam oglašajo, pišejo, prikazujejo. To opažam tudi sam med otroki in mladimi. In če je mlad človek tako dojemljiv, ne mislim, da je starejši človek popolnoma izvzetosti. Tudi starejši je že pod marsikakšnim vplivom nekega pastirja. Sicer se drugače imenuje, deluje pa, kar bi tudi sam hotel kot pastir, ker bi imel veliko sledilcev, velik vpliv, prepoznavnost, bi se pisalo, govorilo, kazalo o njem. Ampak samo eden pastir je dal življenje za mene. In če je samo eden dal življenje za mene, potem je moja pamet, da takim sledim. Če bo še kakšen dal življenje za mene, pa ne samo, da bo umrl, tudi vstal od mrtvih, potem bom pa njemu sledil, ker je naredil nekaj, kar me popolnoma presega. Dokler je pa to naredil Jezus Kristus, ostajam pri njem. Sedaj vas pa povabim, da tudi skupaj izpovemo.